Na porabskem dnevu se zberejo Slovenci, ki živijo na Madžarskem. Tokrat je bilo tradicionalno srečanje v Slovenskem kulturnem in informativnem centru v Monoštru, kjer so odprli tudi knjižni kotiček. Slovence povezuje ogromno stvari, med njimi so tudi jezik, kultura, šport in tradicija. Veseli me, da tudi v Porabju nadaljujete s tradicijo, glede na vaše osrednje dogodke, ki združuje in povezuje vse generacije Slovencev v tem prostoru. In ga organizirate že 23. po vrsti in postaja s tem tradicionalen. Te ste ga v zadnjih letih tudi nadgradili z mednarodnim festivalom plesa Lipa Fest. Ponosom me navdaja dejstvo, da že tako dolgo vsi skupaj živite za ta dogodek, ki sporoča regiji o prisotnosti Slovencev, ter da so manjšine sestavni del sobivanja in ob tem tudi generator razvoja medsebojnih odnosov nasploh. Tega se zaveda tako Slovenija, kako tudi Madžarska in zaradi tega namenjate v duhu dobrososedskih odnosov in prijateljskih odnosov posebno pozornost izzivom, s katerimi se soočata narodne skupnosti na obeh straneh meja. V centru je minister Žmavc odprl tudi novi knjižni kotiček oziroma knjižnico. Moram pa reči, da s tem zaokrožujemo zgodbo v slovenskem zamejstvu, ki smo jo na uradu Vlade Republike Slovenije pravzaprav posvetili in začeli z odprtjem Tržaškega knjižnega središča v Trstu, nadaljevali z knjižnim središčem v Celovcu, Dunaju, danes odpiramo v Monoštru in prihodnji mesec tudi na Reki. Hvala za to, kar smo danes odprli. Na porabskem dnevu tradicionalno podelijo nagrade za porabje, tokrat so jo dobili 3. Iluška Dončec, ki je veselje in potrebo po negovanju slovenske kulture prinesla iz družinskega okolja. Pela je med domačimi ljudskimi pevkami, zdaj je članica Števanovskega cerkvenega zbora, sodelovala pri delu Društva porabskih slovenskih upokojencev, njeni papirnati okraski, cvetlice iz krep papirja, že več desetletij krasijo različne prireditve in razstave. Z njimi sodeluje tudi na sejmih, znanje prenaša na vrstnike in na mlajše rodove. Te priznanja so mene odločili, zato sem jo zato dosta delala. Pevati se tu odla, spesku bora sem bila, zdaj v cerkvene bore popevan, pa te ravža sem jo od moja mamice se sem navčela, da se ještě v šavlu odla. Pa te ta vsi der tok šlav, nauk smo to hnjali, te smo pa začnili, te pa so me zvali oj šavlu in mlajša včet, ti se pa znova mogla včiti, ker se že nekaj pa pozabila, pa najbolj večja ti onuška, ko je z meno vzpevala, te ste strašno lepa ravža redila, pa se v testa navčil najbolj lepša ravža rediti. Ja, človek je tak, če ima voljo ti de, če ne ima voljo ti tok treba njasti, ker ti s testu ga ne da ravža, pa ti drugi den ta dola. Tako zato kdo sta trebej rediti, če človek plojsno redi ravža. Tako nagnok ne da šlo. Laci Bajzek si je veliko prizadeval za obstoj slovenske manjšine in negovanje slovenske kulture v Porabju. Je član slovenske narodnostne samouprave na Dolnjem Seniku, tudi predsednik, več let je član predsedstva Zveze Slovencev. Petje ima osrednjo vlogo v Lacijevem življenju, je član več pevskih skupin. Pomeni to eno veselje, pa eno zadovoljnost, da pa istinaka to smo že dolgo let za to vse, pa s tem se že delo, pa to je teka odgovornost, teka dole treba to vse pelati pa nesti. A to je moje najljubše, eno kar delam, pa najdugše časte, no, moje to glasbeno, to pevsko karijero, to delo, ko delam, se že začne za mlade, da se že šolo odo, da se vse klase odo osnovne šole, te je že nas, Erika Glansko je mi včila slovenščino, nas že podpirala, pa nas pošiljala na tekmovanje, pa na županijske prireditve, kjer smo to že začeli. Istinaka se je od doma to prineslo, ker pri nas so zelo rade peli, mu učila preveč. No, potem sem se pa začel, ker se v šole stano osnovne šole, te sem vstopil v pevskega zbora, Gornji Seniški August Pavel, no to od 81 leta naprej, pa zadnje 10 let je pa se predsednik. No, lepo venka kriza, če tako malo bolj stomočen.
To je, kar smo si menjali, tam pred naša zgornjega snika tudi, si smo menjali mlade, zdaj že ta svet dosta se drugo to ponuje, ene ezli, drugi tadejo, tako smo eške, pa eške zato, ko svojo poslanstvo, pa svojo petje pelamo, da pa težko dobite nove člane, pa smo najprej dosta. Feri Gerič, Lendavčan, profesor likovne vzgoje na Lendavski osnovni šoli, direktor galerije muzeja v Lendavi. 45 let je sodeloval pri Lendavski likovni koloniji, eni najstarejših v Sloveniji, v zadnjih letih je njena posebnost odlivanje kiparskih del v bron. Organiziral je vrsto odmevnih razstav svetovno znanih umetnikov. Na njegovo pobudo so pred 16 leti ustanovili mednarodno likovno kolonijo v Monoštru, ki jo strokovno vodi. Vsako priznanje, kot rečete, pozornost, pravzaprav človeku povzroča neke prijetne občutke. Zame pomeni to priznanje osebno in moji ekipi, da smo tukaj v centru porabskih Slovencev v Monoštru uspeli ustvariti eno tradicionalno mednarodno likovno kolonijo, kjer so pravzaprav predvsem slovenski, mađarski in pa iz evropske skupnosti so prihajali sem. In ne nazadnje je to taka čudovita in dragocena zbirka, s katero lahko kjerkoli v Evropski uniji se pojavimo v eminentnih galerijah. Izredno sem vesel, da zadnja leta sama občina Monošter nas je opazila. V tem smislu, da današnji župan pravzaprav nas je tudi podprl ne samo svoje pozornosti, ampak tudi finančno. In po 15 letih smo uspeli pač ponuditi širši javnosti eno čudovito monografijo in s to monografijo lahko ponovno, kjerkoli se pojavimo v svetu in pa tudi doma. Sem mnenja, da to priznanje pač gre celotni ekipi, s katero sem jaz sodeloval. Jaz osebno sem izredno počaščen in impresioniran ob tem trenutku. Prireditev se je začela s povorko nastopajočih skupin po monoštrskih ulicah. V programu so nastopile folklorne skupine France Marolt iz Slovenije, iz Romunije in Mađarske, koncert pa je pripravila skupina Orlek.